Torej, spoštovani prisotni, jaz vas želim lepo pozdraviti na dogodku Pametne polnilnice. Dogodek Pametne polnilnice organiziramo pod pokroviteljstvom ustanove IEEE Slovenija, konkretno je sekcija Signal Processing Computers and Systems. Jaz prihajam iz Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Moje ime je Marko Meža, prihajam iz laboratorija za osnove elektrotehnike in elektromagnetiko, kjer je predstojnik profesor dvojni doktor Iztok Humar. No in v imenu IEEE vas želim lepo pozdraviti. Letos je 50. obletnica slovenske sekcije IEEE, tako da tole je za nas posebej slavnostno leto. Današnji dogodek je motivirala tale stvar, ki jo zdajle vidite pred sabo. Torej, za enega od govorcev v laboratoriju razvijamo pametno polnilnico. In ta pametna polnilnica zdajle takole izgleda. Zdajle bi mogel izraz na obrazu enega od govorcev posneti, ko je tole stvar videl, kako izgleda, kako njegovi milijoni izgledajo, ne. Tako da to je zdajle trenutna situacija, ne. O čem se bomo danes pogovarjali? Pogovarjali se bomo o pametnih polnilnicah za električna vozila, pa pravzaprav širše o uvajanju e-mobilnosti v našo vsakdanjo prakso. Ta stvar se je začela že nekaj časa nazaj kar intenzivno uvajati v prakso in vedno bolj bomo priča vsemu skupaj. O teh stvareh nas bodo navdušili in nam predstavili nekaj stvari naši govorci. Torej, plan današnjega dogodka je takšnle. Najprej nas bosta o mobilnosti včeraj, danes in jutri podučila magister Miran Meža, univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike, ter Tajda Lepko, magistrica poslovnih ved. Govorca prihajata iz podjetja Mega M, d. o. o., ki ima bogate izkušnje na področju uvajanja e-mobilnosti v slovenski prostor. No, potem bosta pa žogico prevzela Andrej Orel, univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike, ter doktor Uroš Mali, prav tako univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike, in nam bosta razložila polprevodniške rešitve za potrebe pametnih polnilnic. Torej, kaj je ta trenutek na voljo? Kaj je ta trenutek na voljo v smislu polprevodnikov, kaj je ta trenutek na voljo v smislu modulov, in nam bosta predstavila tudi malo širši pogled. Oba prihajata iz podjetja EBV Elektronik. Jaz mislim, da bomo s tole našo predstavitvijo gotovi v mogoče uri pa pol. Bomo videli, koliko bo pač beseda zanesla vse skupaj. Vsi udeleženci ste vabljeni tudi k debati. Torej, jaz bom med vsem skupaj spremljal chat, dajte prosim roke dvigniti, boste dobili besedo. Pa lahko mogoče že med samimi predstavitvami kaj povprašate, vsekakor pa na koncu bo dobrodošla debata. Izrazili so nekateri željo, da se tale dogodek posname. Torej, tale dogodek se video snema. Video posnetek bo na voljo. Dajte mi prosim maile poslati, če želite dostop do tega video posnetka, sicer bom pa objavil tale video posnetek, povezavo do tega video posnetka, da ste lahko do njega dostopali. Jaz se toplo zahvaljujem vsem govorcem, da so pripravili današnje predstavitve. Vas zelo lepo pozdravljam in upam, da bo debata zanimiva. Zdaj pa kar vabim Mirana in Tajdo. Torej, e-mobilnost včeraj, danes in jutri je naslov, ki nas čaka in ki se ga že vsi veselimo. Prosim. Evo, en lep pozdrav z moje strani. Moje ime je Tajda Lepko. Me veseli, da sem danes lahko prisotna na tem predavanju z naslovom E-mobilnost včeraj, danes, jutri, ki je v bistvu predvsem praktično zasnovano na podlagi naših izkušenj. V podjetju Mega M v bistvu se že 5. leto ukvarjam z prodajo in z skrbništvom ključnih kupcev. Pri čemer pa sem v bistvu tudi navdušenka nad e-mobilnostjo in sama tudi ponosna lastnica električnega avtomobila.
Sekundo. Hvala. Če si na kratko pogledamo današnjo agendo, zdaj v bistvu na kratko bom predstavila podjetje Mega M, kdo smo, v bistvu s čim se ukvarjamo. Na to pa bomo kar prešli na področje segmenta e-mobilnosti, ki je tudi današnja osrednja tema. Pogledali si bomo trende in dogajanje na trgu e-mobilnosti, izzive, s katerimi se v bistvu srečujejo tako uporabniki kot ponudniki polnilne infrastrukture. Podala bom tudi v bistvu izkušnjo iz prve roke, na to bom predala besedo našemu direktorju Miranu Meži, ki bo povzel v bistvu specifike segmentov polnilne infrastrukture, podal poslovne modele, ki smo jih razvijali oziroma jih še razvijamo v skladu z potrebami trga, ter se navezal tudi na tematiko povezovanja lastnikov polnilne infrastrukture. Zdaj, če na kratko v bistvu predstavim podjetje Mega M. Mega M je ponudnik celovitih IKT rešitev z blagovno znamko Megatel. Beležimo v bistvu že več kot 18 let izkušenj. Z sedežem podjetja v Velenju se osredotočamo predvsem na poslovni segment. Imamo v bistvu stranke po celotni Sloveniji, pri čemer pa se v bistvu poslužujemo preko podružnic tudi tujih trgov, kot so Avstrija, Hrvaška, Bolgarija, Makedonija, Dubaj ter ostali. Trenutno beležimo 35 visoko izobraženih zaposlenih. Na krovu te ladje sta naša direktorja Miran in Matej Meža, ki sta obenem tudi lastnika podjetja in v bistvu tudi diplomanta in magistra te fakultete, tako da v bistvu greste po tej poti tudi ostali študenti. Zdaj, na kar smo zelo ponosni, je, da je 1/3 ekipe v bistvu nežnejšega spola, torej nas je nekaj žensk, punc, in pa trenutno imamo preko 1200 zadovoljnih poslovnih strank. Zdaj, če se majčkeno vrnem nazaj, začeli smo v bistvu leta 2009 z IP telefonijo, kot eden izmed prvih na trgu, ko smo vpeljali IP telefonijo, v bistvu postali takrat tudi nacionalni operater. Potem smo pa kaj kmalu dodajali tudi ostale storitve, širokopasovne storitve, storitve v bistvu dostopa do interneta, pri čemer pa še zraven tudi vzdrževanje seveda internih omrežij. Leto 2016 je bilo eno takšno prelomno leto, kjer smo postali tudi operater mobilne telefonije, sprostilo se je mesto na trgu in dejansko smo lahko se zavzeli za to, da smo dobili to licenco, postali tudi mobilni operater ter tako dodali še en pomemben segment k telefoniji. V letu 2017 smo nabor naših storitev v bistvu razširili na storitve strežniške infrastrukture pod blagovno znamko mCloud, kjer v bistvu nudimo storitve gostovanja, varne hrambe podatkov. V letu 2019 je bil en tak pomemben segment IoT, kjer smo v bistvu izdali kartico, mobilno kartico z količino podatkov, ki jo lahko v bistvu imate več let z enkratnim stroškom, kar je v bistvu zelo dobra stvar za naprave. In pa potem v letu 2020 smo se pa pričeli intenzivno ukvarjati z segmentom e-mobilnosti, ki ga razvijamo še sedaj. Zdaj, v bistvu tukaj bi rada poudarila, da smo tekom celotnega razvoja naših storitev nekako dobili izkušnje iz telekomunikacij, ki smo jih sedaj vpeljali na ta segment e-mobilnosti, ki ga razvijamo v skladu s potrebami trga. Če tlele izpostavim par naših večjih strank, zdaj v bistvu imamo od manjših, srednjih, večjih podjetij, tukaj le sem navedla majčkeno bolj znana imena. Strankam poskušamo nuditi predvsem fleksibilnost, odzivnost, dobre tehnološke rešitve in jih predvsem opremiti z tehnološko dovršenimi naprednimi storitvami tudi v prihodnje. Zdaj ponosna sem na to, oziroma ponosna je celotna ekipa na to, da so tele stranke, ki jih tlele vidite, pri nas res že vrsto let in res stojimo za to strategijo, da tako tudi ostane in da širimo v bistvu to tudi vnaprej. Zdaj pa, če se v bistvu podamo na segment e-mobilnosti, ki je današnja osrednja tema, zdaj sem tlele dodala en quote Elona Muska, pri čemer pa v bistvu želim povedati to, da je segment e-mobilnosti ne zgolj električni avtomobili,
ampak celoten ekosistem, ne. Gre za v bistvu infrastrukturo, polnilno infrastrukturo, električna vozila, vse akterje, ki so v bistvu povezani v ekosistem, ki omogoča nek trajnostni razvoj, tako da gre za res široko področje. Pa če si v bistvu kar pogledamo par podatkov o dogajanju na trgu. Zdaj, če pogledamo, v letu 2020 je bilo globalno prodanih 3,2 milijona električnih vozil. To je v bistvu 30% več kot v letu 2019. Najbolj izrazita je bila v bistvu rast v Evropi, kjer so prodali skoraj 1,4 milijona električnih vozil. Kot primer zelo dobre prakse lahko tukaj izpostavim Norveško, ki v bistvu vsa ta leta beleži rast električnih vozil, v letu 2017 v bistvu 21%, v letu 2020 že kar preko 54% novih e-vozil, kar je res primer dobre prakse. Prav tako v bistvu tudi v EU-območju se je delež vozil v letu 2019 povečal iz 3,3 na 10,2%. V decembru 2020 pa je bil v bistvu že vsak peti novi avto električen, ne. Tako da tukaj v bistvu imamo glede na december 2020 beležimo kar 260% rast glede na december leto 2019 in ta trend se v bistvu še nadaljuje. Če si pogledamo, koliko je trenutno modelov električnih vozil, proizvajalcev, zdaj tudi verjetno sami ste opazili preko in oglaševalskih različnih kanalov, televizije, billboardov, da se znamke vse bolj osredotočajo na električna vozila, tudi marketinško so podani, zdaj res izpostavljajo vse več znamk električna vozila. V letu 2018 je bilo teh cirka 60 modelov, do leta 2025 pa beležimo, se obeta kar 330 oziroma čez to številko, kar je super. Zdaj tlele imam tudi spodaj podano v grafu po posameznih proizvajalcih, kakšne so predikcije oziroma kakšni so njihovi nameni. Zdaj, velik del je imela tukaj tudi sprejeta strategija razvoja prometa v Republiki Sloveniji, torej zaveza, da do leta 2030 bo na trgu 33% e-vozil in da bi naj bil vsak drugi nakup v letu 2030 električno vozilo. Tukaj bom podala še dva podatka, in sicer za leto 2018 in leto 2020, 1100 osebnih e-vozil, tukaj so združeni zraven hibridi v to številko, povsem električnih vozil je bilo v letu 2018 800, medtem ko leto 2020 beleži preko 3694 povsem električnih vozil. Če pogledamo v bistvu še dogajanje na trgu v Evropi od leta 2016 do leta 2020, lahko tukaj vidimo, da je šlo na začetku za neko zmerno rast. Zdaj Kitajska je majčkeno izstopala že prej, pri čemer se je ta res velik val oziroma sprememba zgodila v letu 2019, kjer v bistvu strmo raste prodaja oziroma število prodaje električnih vozil. Tukaj sem zbrala tudi podatek o številu registriranih vozil v letu 2019 in 2020 v Sloveniji, in sicer smo iz številke 584 prišli kar skoraj na 1700, kar je res izjemen podatek. Vidimo, da se res sedaj dogaja na tem trgu oziroma na tem področju. Izzivi, če gremo še majčkeno na izzive e-mobilnosti danes, zdaj vsekakor lahko izpostavim pozitiven trend, kar se tiče okoljske ozaveščenosti. Zdaj tukaj uporabniki se mi zdi, da postajamo vedno bolj ozaveščeni, da moramo naš planet nekako pustiti tudi naslednjim generacijam in da se tega vedno bolj zavedamo, tako da to je en izmed pozitivnih trendov. Izziv lahko navedem tudi dostopnost polnilnic. Zdaj v Sloveniji imamo trenutno okoli 650 javnih polnilnic. Trenutno. Zdaj ravno ta val množičnega prehoda se dogaja oziroma se naj bi zgodil v naslednjih 2 letih, kar pomeni, da moramo res
na tem področju nekaj storiti, kajti lahko imamo s polnilno infrastrukturo resne probleme v nekako naslednjih 5 do 7 letih. Bistveni izziv je tudi delovanje polnilnic, predvsem v preteklosti oziroma v preteklih letih. Zdaj tukaj lahko izpostavim anomalijo, recimo številne občine so preko javnih razpisov v bistvu dobile sredstva Eko sklada za postavitev polnilnic, ki pa so bile same sebi namen, kar pomeni, ni bilo nobenega vzdrževanja nad temi polnilnicami, nobeden ni vedel, da ta polnilnica sploh obstaja, kje je, ni bilo nekega enotnega zemljevida, kljub temu, da so oglaševali nekako brezplačno polnjenje, smo uporabniki večkrat prišli na polnilnico in ugotovili, da polnilnica ne deluje in da dejansko moramo iskati nekak drug način, kako bomo prišli do naslednje. In pa velik izziv je tudi v bistvu gostovanje, tako doma kot v tujini. Tlele je v bistvu ta standardizacija oziroma povezovanje s tujino. Vemo, da električni avtomobili niso namenjeni zgolj nekim kratkim vožnjam, ampak vse bolj tudi dolgim razdaljam, kar pomeni, da tukaj moramo gledati tudi na tujino, kako v bistvu čim bolj lahko poenotimo. Zdaj, v bistvu bom tukaj podala svojo uporabniško izkušnjo. Jaz sem v bistvu v lanskem letu postala lastnica električnega avtomobila MG ZS EV, gre za Morris Garage z blagovno znamko, britansko blagovno znamko, ki je v bistvu majčkeno zaspala tekom let, vendar jo je potem z nakupom skupine Psych Motors so jo obudili in v bistvu preko tega električnega vozila poželi kar val navdušenja. Zdaj moram reči, da jaz sem zelo zadovoljna z tem avtomobilom. Zdaj imam kapaciteta baterije znaša 45 kWh, realni doseg glede na mojo vožnjo, ki je dokaj zmerna, bi lahko rekla, uporaba hkrati avtoceste in navadne ceste, v bistvu lahko rečem tam nekje 280 km naredim z polno baterijo. Zdaj, ljudje me sprašujejo, ali pridem do morja, kako z dolgimi destinacijami, kje polniš, kako dolgo polniš. Zdaj, to je bil izziv, ko bi rekla, še nekaj časa nazaj, mislim, saj tudi še je, ampak včasih je res imel vsak sistem neko ločen obračun, nešteto kartic, nešteto aplikacij, nisi vedel, ali polnilnica deluje ali polnilnica ne deluje. In točno tukaj je v bistvu Mega-M naredil en preboj naprej, kjer je v bistvu preko zalednega sistema, ki povezuje nekako ostale akterje, postal horizontalni player na trgu, smo v bistvu naredili tudi mobilno aplikacijo, ki povezuje vse oziroma se trudimo povezati čim več polnilnic, ki so obstoječe, hkrati dodajati nove in dosti olajša v bistvu uporabniško izkušnjo, da lahko v bistvu res pridemo do tiste destinacije, ki jo želimo. Zdaj tukaj povem še 2 primera. Sama sem prišla do morja, začela sem pot v bistvu v Velenju, nadaljevala v Ljubljani, kjer sem se na hitro ustavila v BTC-ju, pač ženske moramo po nakupih, ne. Tam sem v bistvu prišla do premium parkirnega mesta, nakupila stvari, nadaljevala pot do Ilirske Bistrice, kjer sem se v bistvu priključila na Ionity hitro polnilnico, seveda preko naše aplikacije, polnila 20 minut in lepo prišla v bistvu do končne destinacije. Prav tako smo v bistvu daljšo pot naredili tudi preko poslovne poti v Berlin na konferenco, kjer smo naredili v eno smer 1100 km z 4-kratnim polnjenjem, pri čemer smo uporabili Audi e-tron, in zopet nismo podaljšali časa oziroma potovalni čas se ni podaljšal in pa, ker smo v bistvu se vozili z električnim avtom, je res neka posebna izkušnja in lahko rečem, da sem res zelo zadovoljna. Zdaj pa v bistvu predajam besedo gospodu Miranu, ki bo povedal tudi svojo izkušnjo, prav tako iz prve roke drugič, ne? Hvala lepa za besedo. Lep pozdrav tudi po mojem imenu. Da nadaljujemo rdečo nit, bom najprej delil svoje izkušnje z električnimi vozili. Jaz polnilnice iščem že malo več let. To je
zdaj 5. leto, odkar se prevažam vsaj na pol na elektriko. In če bi jih mogel strniti v 2 točki, kaj je bistvenega pomena za uporabniško izkušnjo, je to prvič velikost, drugič pa tehnika. Preden kdo naredi kakšne napačne zaključke, kadar govorimo o velikosti, imamo v mislih kapaciteto baterijo avtomobila. In kadar govorim o tehniki, imam v mislih, koliko lahko s to kapaciteto naredim kilometrov. Dokler so bili električni avti z malimi baterijami, so bili kratki dosegi, je uporabniška izkušnja polnilnic čisto drugačna. Iščemo vsako polnilnico, takrat, ko so bili tisti Nissan Leafi za 24 kilovatnimi urami baterije, nisi mogel priti niti v Velenje, pa nazaj, si mogel v Ljubljani iskati prosto polnilnico. Iskali smo šuko vtičnico. Jaz sem se prej prevažal z plug-in hibridom in tudi kot mal entuzijast sem iskal vsak šuko v vsakem hotelu, v vsaki gostilni in še na vsaki firmi, kamor sem prišel na sestanek. Ko se ta kapaciteta baterije poveča in se dometi povečajo, se uporabniška izkušnja precej spremeni. Glavnino polnjenj, praktično čez 90% delamo na domači polnilnici. Če živimo v bloku, recimo, se poslužujemo, ali pa tudi če ne, se poslužujemo še polnilnic v podjetju. To sta 2 lokaciji, kjer je avtomobil najdlje časa parkiran. Porabo javnih polnilnic v mestih se je pa res zelo minimizirana, pa še takrat jih jaz uporabim, zato ker je pač parking bolj privlačen. To zaenkrat, dokler je še. In tisto polnjenje stane manj, kakor bi plačal za parkirnino. Kjer je še pomembno polnjenje, ampak redko, je pa na koridorjih, to je pa takrat, kadar delamo res dolge relacije, takrat se to rabi, tam je pa pomembno, da je polnilnica hitra, da lahko v čim hitrejšem času vozilo napolnimo za svojo nadaljnjo pot. Mogoče prej, ko je Tajda omenjala tisto pot v Berlin, večkrat se mora človek ustaviti zaradi potreb potnikov, kakor zaradi potreb avta. To je dejstvo. Skratka, ko govorimo o polnjenju električnih vozil, ločimo polnjenje doma, polnjenje v podjetjih, polnjenje na javnih mestih, ki ga pa razdelimo na polnjenje na destinaciji, to so hoteli, trgovine, garaže, in pa polnjenje na koridorjih. In zdaj bi si pogledali malo specifike pa izzive, s katerimi se srečujemo na vseh teh segmentih. In najprej bom začel z najbolj pomembnim polnjenjem. To je polnjenje doma. In večkrat dobimo vprašanje, kaj je sploh fora polnjenja doma. Saj kupiš polnilnico, jo priklopiš na tiste 3 faze, klopiš in je plug and charge in deluje. Ja, to je morda res, ampak v zelo omejenem obsegu. Prvič se vprašamo to, kar nas najbolj žuli, kar nas udari po žepu. Torej, kak je strošek polnjenja? Velika razlika je, če prijem jaz ob 5. popoldne iz službe, priklopim svoje vozilo in se začne takoj polniti in bo polno ob 10. zvečer in sem za to plačal zdaj po najbolj enostavnem modelu, kot trenutno je v veljavi, visoka, nizka tarifa, sem plačal polnjenje po visoki tarifi. Zakaj bi jaz rabil imeti vozilo polno ob 10. zvečer in sem za to plačal 2-kratno ceno, če ne rabim polnega vozila ob 10. zvečer? In to je že en segment, ko bom jaz prišel domov, jaz želim vklopiti avto, ampak ne želim potem ob 10. zvečer iti dol vklopiti, zato ker je pač cenejši tok, ampak jaz želim, da sistem zmenedžira, da ve, da takrat avto ne bo dal polniti, ker sem mu jaz povedal, da jaz hočem imeti ob 7. zjutraj pretočenih 30 kilovatnih ur in on jih bo pretočil takrat, ko bo za mene to najbolj optimalno. V redu, zdaj bi se še to dalo nekako furati ročno, ker sem prej rekel, pač tudi nekateri avti omogočajo zakasneno polnjenje, ampak to je zdaj samo trenutno. Moramo pogledati 2 koraka dalje. Vemo, da na trgih, veleprodajnih trgih elektrika že zdavnaj ni več po visoki in nizki tarifi, ampak je cena zelo dinamična, kar pomeni, da je lahko v nekaterih trenutkih negativna, v nekaterih je pa n-kratnik maloprodajne cene. In to se bo v neki obliki
nekako začelo prenašati tudi na končnega uporabnika. Potem pa bo pomembno, ne samo, da se bo avto vklopil ob 10. zvečer, ampak se bo mogoče ob 9. za 1 uro, pa potem ob 1. zjutraj, pa potem ob 3. zjutraj na polno moč in ob 7. zjutraj bom jaz imel tako in tako energijo pretočeno, kot sem si jo zaželel. Tako da ta finančni vidik bo zelo pomemben. Če mi se gremo to kot neko storitev, ki neka storitev tudi stane, tako kot mobilni telefon, tako kot televizija, bo uporabnik pripravljen za to storitev plačati, ker bo benefit na drugi strani bistveno večji. Pa ni sam stroškovni vidik, potem imamo tukaj obremenitev, vsaka hiša nima neomejene priključne moči. Kaj se zgodi, če se meni polni avto, pa se vklopi toplotna črpalka, potem pa grem steke peči na ploščo. Ja, bo šla pancerka, in je treba narediti dinamično monitoriranje moči, povezati z pametnim sistemom, da polnilnice takrat, kadar je obremenitev ostalih uporabnikov previsoka, ustrezno korigira moč polnjenja. Potem je tukaj sončna elektrarna. Mi lahko potem imamo te modele, bomo dobili od elektropodjetja tarife, kdaj je katera ura, ampak če bo pa takrat, ko bom jaz imel priklopljen avto, sijalo sonce na polno in bo sončna elektrarna dajala 20 kilovatov moči v omrežje, potem bi bilo nesmiselno, da takrat moj avto ne bi te energije posrkal. To je spet v prihodnje, ker danes vemo, da imamo v Sloveniji še net metering, tega v Evropi ni skoraj nikjer več in tudi slej kot prej ga v Sloveniji ne bo in bo spet to en bistven faktor. In čisto za ilustracijo, dinamične tarife se v Angliji že poskusno uvajajo pri operaterju Octopus. In še ena zanimivost, tudi spet v Angliji, pa tudi v Franciji so že prepovedali prodajo tako imenovanih neumnih polnilnic, ki niso povezane v sisteme in ki se jih ne da menedžirati z nekim zunanjim sistemom glede na potrebe. Se pravi, to je ta segment polnjenja. Drugi najbolj pomemben segment, za nekatere tudi prvi, je polnjenje v podjetjih. Tukaj je bila spet zgodovinsko gledano, je entuzijastično si kdo kupil kot mali avto in je bilo čisto vseeno, ga je pač v garaži ali pa na parkingu vklopil v šuko ali pa so dali kako polnilnico. Z rastjo kapacitet baterije, z večanjem števila električnih avtomobilov, pa ta problematika postane večplastna. Namreč, ko zaposlen kupi električni avto, on načeloma ni upravičen, da si ga brezplačno polni, pa ne zaradi delodajalca, ampak zaradi FURS-a, on dobi potne stroške plačane za prevoz na delo, hkrati pa energijo spet firma plača in to je zelo konflikt. Se pravi, polnilnica že mora biti v nekem sistemu, ki bo omogočala zaračunavanje zaposlenim. Vse te cene bodo zmerne, da je toliko, da se pokrije električna energija, ampak to mora biti pokrito. Potem se pa v floto dodajo službena vozila, te pa morajo imeti brezplačno, ker za te pa energijo mora plačati podjetje, da se potem zaposleni vozi. In spet morajo biti potem različni režimi polnjenja za različna vozila. Potem pride gost v podjetje, mu bomo dali kot welcome gift, brezplačno si lahko napolni avto, s tem bolj z veseljem, kakšne druge storitve podjetja vzel. In potem, ko se nekdo, to je tipičen primer v našem podjetju, ko se nekdo odloči za električni avto, se to začne valiti kot snežna kepa, ker ko nekdo proba električni avto, ko vidi vse benefite in stroškovne in tehnične in užitek v vožnji, si ga bo slej ko prej tudi sam mislil. In se pravi, se teh avtov pojavi več in teh, kar pomeni, da ni več dovolj ena polnilnica in teh polnilnic kar naenkrat rata cela množica. Spet pa podjetje, nobeno podjetje nima neomejene priključne moči. Treba spet paziti, da se bodo avti napolnili toliko, da ne bo trpelo sicer oskrba z električno energijo poslovnega objekta. S tem, da je tukaj še zadeva malo bolj komplicirana. Recimo, ko pride tržnik z avtom, pa rabi toliko in toliko energije, zato da bo obiskal stranke po Sloveniji ali po tujini, rabi imeti avto napolnjen takoj, se pravi, mora se polniti z največjo močjo, ki je na voljo.
pa kak direktor tudi hoče imeti, da ima poln avto, da ne čaka. Ne. Nekdo, ki pa je 8 ur v službi, pa rabi mogoče na 3/4 polno baterijo šele ob 4 popoldne, ta pa bo imel manjšo moč. In to dinamično uravnavanje moči ni dovolj, da je zdaj sam glede na porabo, ampak mora biti tudi prioritizirano. Se pravi, ta uporabnik lahko polni s polno močjo od takrat do takrat, ta uporabnik pa te pravice nima. Ne. In na ta način lahko spet zmenedžiramo, da je polnjenje potem večjega voznega parka vzdržno. Pa če je podjetje na dobri lokaciji, jih čisto nič ne stane, če še polnilnico odpre za zunanje uporabnike, seveda spet pod popolnoma drugačnimi pogoji. Tam je pa cena tržna in tam lahko polni, lahko omejuje, da se potem samo izven delovnega časa odpre za zaposlene. In je spet kup kombinatorike, ki jo je treba reševati z nekim takim zalednim sistemom. Potem smo pa zdaj na javni polnilni infrastrukturi, to je pa področje, za katerega se veliki playerji najbolj grebejo in so skoraj malo pozabili na tista dva segmenta, kjer se pa dogaja praktično 90% polnjenja. Tukaj bi pa ločili polnjenje v mestnih središčih, na občinskih parkiriščih, potem so tukaj garažne hiše, ki imajo spet svoje specifike za integracijo z blagajniškimi sistemi, se pravi, da ko uporabnik pride, ne rabi posebej avtorizacije na polnilnice, ampak vse izvede samo z sistemom parkirnine. Potem je izziv polnjenja pred trgovskimi centri, tam je spet smiselno, da uporabnik, ki pride v trgovino, pa zapravi 100 evrov za živila, ki jih tam kupi, ali pač karkoli, da ima mogoče potem polnjenje pod drugimi pogoji, pa brezplačno polnjenje, kot nekdo, ki parkira na parkirišče, zasede tam parking in gre na sprehod na Rožnik. Tako da v mestnih središčih je še en zelo pereč problem, ki ga je deloma izvajal tudi Ekosklad z razpisom, ki je bil mimo vseh standardov. Zahtevali so se polnilnice, kjer ni bilo nobene zahteve po standardih, nobene zahteve po zanesljivosti, po kontroli, in zdaj te polnilnice stojijo. Potem je bila celo zahteva, da morajo biti brezplačne, in če imamo brezplačnost, je to ena velika anomalija, ker če je brezplačna, ne more nihče vzdrževati in skrbeti, da ustrezno deluje. In še en izziv imajo javna polnilna infrastruktura, to bomo še tudi čisto na zadnjem slajdu videli, za to interoperabilnost polnilnice oziroma EVSE. EVSE je v bistvu vtičnica polnilnice, kamor priklopimo električno vozilo, in te vtičnice morajo biti enolično označene in ta koda mora biti sestavljena iz operaterja, iz države in od neke serijske številke, tako da se ne more zgoditi, da se to podvaja. In na tej fotografiji je en tak primer, ki je z rdečim križcem podčrtan, to je ta anomalija, ki je v Sloveniji še kar velika. Zdaj pa mogoče, kako to pretransformiramo v poslovni model, ker mi kot podjetje, ki smo izključno tržno naravnani, se pravi, nimamo nobenih zunanjih virov financiranja, moramo narediti, da je ta poslovni model, s čimer se ukvarjamo na tem področju, tudi vzdržen. Vsaj na srednji, če ne že na kratek rok, na dolgi je že predolgo. In spet gremo na najbolj bistven segment, a je lahko domače polnjenje poslovna priložnost? Je, ampak ne takrat v primeru, če je tisto, kar je bila miselnost, da se pač kupiš polnilnico, našraufaš in pa to dela forever in se ne ukvarjaš z njo. Ampak polnjenje doma ni polnilnica, ampak je storitev. Isto kakor smo se navezali na telekomunikacije, tako kot je to mobilna telefonija in tako kot je televizija, je to ena od storitev, ki uporabniku omogoča, da se bo svoje avto napolnil zanesljivo, varno tudi zelo pomembno, da ne bo imel s tem težav z tisto, kar smo se tudi prej pogovarjali, z preobremenitvijo omrežja in da bo imel uporabniško
podporo. In tukaj se da potem tudi pridobiti kot poslovna priložnost od samega stroška pri inštalaciji, potem se še vedno pojavi, kaj zraven, kar je treba še kakšna dela, se pravi elektrodela, potem pa seveda kot bistveno storitev integracije v sistem. In še nekaj se lahko tukaj uporabnikom ponudi, kadar so uporabniki v službi in doma polnilnica sameva. In recimo, če ima nekdo hišo na Bledu, ki je polna turistov, kjer so parkingi polni, zakaj ne bi dovolil, da se parkira pred njegovo hišo, vklopi pod Airbnb sistemu, se avtorizira za aplikacijo, napolni in ta uporabnik ima še dodatni prihodek iz tega naslova. In to je še en vidik, zakaj domače polnjenje ni samo polnilnica, ki je vklopljena na električno omrežje. Zelo podobno je na poslovnem segmentu, s tem, da se pravi, poslovni stranki damo storitev in to je ena od naših storitev. In tukaj je zelo pomembno, rekel, paketiranje, ker ko priješ do podjetja, mu ponudiš ta strošek polnjenja, tukaj ni prav veliko konkurence in s tem lažje vstopiti v podjetje. In ker se ti podjetju, vsaj tudi z drugih področij so naše izkušnje take, ko ti podjetju uspešno rešiš neko problematiko in s tvojo storitvijo zadovoljen, ti začne zaupati. In zaupanje stranke je največja dodana vrednost, ker potem ne bomo več upravljali pri tej stranki samo polnilne infrastrukture, ampak bomo jih ponudili mobilno telefonijo, bomo ponudili fiksno telefonijo, call center, računalništvo v oblaku, dostope do interneta in kar naenkrat bomo naredili cel paket. In ko narediš cel paket, pa ko jim nudiš tako storitev, si zagotoviš lojalnost podjetja na dolgi rok in to je to, na čemer mi že vse skozi gradimo naše odnose s podjetji in to nam je odličen dodaten trigger, da to še bolj pride do izraza. Gremo še naprej. Javno polnjenje je pa zdaj mogoče najbolj kompleksen segment, do katerega se mogoče najbolj zaletavajo vsi. En segment so trgovski centri, to je še ok, tukaj se da z trgovci ali pa lastniki mogoče dogovoriti za razne integracije z lojalnostnim sistemom, da se mogoče priklopiti na njihovo omrežje in se pač ta investicijski del in prihodkovni del malo olajša. Mogoče še podobno tudi z garažnimi hišami, kjer je treba narediti integracijo z blagajniškim sistemom, kjer se je treba delati dinamično uravnavanje moči in vse tiste zadeve, o katerih smo tudi prej govorili. Bolj problematične so pa zdaj občine, se pravi čisto javna parkirišča pa koridori. Namreč tukaj pa mora CPO kot charge point operator, tisti, ki pač to infrastrukturo postavlja, investirati čisto vse. Prvič, da dobi tja elektriko, potem mora plačevati priključno moč, potem po možnosti še plačati celo kakšno najemnino za ta parking. In če ta lokacija, ki jo je nekdo izbral, ni taka, da bi se ljudje zbirali, da bi bila pač polnilnica zasedena, je to zelo hitro nerentabilno in je nerentabilno na kratek, mogoče tudi srednji rok in mogoče šele nekoč v prihodnje to postalo dejansko rentabilno. Potem delajo probleme še brezplačnost. Ti lahko dobiš super lokacijo, pa super polnilnico, pa super storitev, ampak če stoji 200 metrov stran brezplačna polnilnica, ki pač mogoče takrat ravno dela, bo vsak človek lastnik električnega vozila, ker smo pač oportunisti še uporabiti, če tista dela ne. In tudi, če bo tista delala v 50% časa ali pa 75%, bo v tistem času pobrala stranke. Potem na koridorjih je načeloma tudi težko priti do lokacije. Treba je pa investirati v enosmerne polnilnice. Investicija v enosmerno polnilnico pa bistveno dražja in na nivoju hardware, še bolj pa na nivoju priključne moči, če ti daš 150 kW, vemo, koliko amperov pri tem teče, kakšni mora biti kabli in kak je mesečni strošek takega priključnega mesta. Tako da je, če se ukvarjamo z
polnilno infrastrukturo, tudi to pomemben segment, ampak ni pa najpomembnejši. Najbolj pomembna tukaj je celovitost storitve. Torej, uporabniku reši problem doma, kot najbolj pomembno, uporabniku reši problem na firmi in uporabniku reši problem na javni infrastrukturi, ampak tega pa nikoli ne moreš sam rešiti. In tukaj je pa najbolj pomembno povezovanje. To je že Tajda prej omenila, mi smo horizontalni player. Na en skupni imenovalec želimo povezati vse naše polnilnice, vse polnilnice slovenskih operaterjev, kjer smo se direktno povezani, in tudi širše v Evropi, kjer smo del huba, ki se imenuje Hubject, in preko te platforme ponujamo povezljivost z razno evropsko infrastrukturo, med drugim tudi od najbolj znanih Ionity. In kar mi želimo, je ponuditi uporabniku, da se z eno aplikacijo, z enim sistemom menedžira polnjenje, bodisi ali je doma, ali se je pripeljal na firmo, ali pa se je pripeljal v mestno središče, pred trgovski center, ali pa je potoval v Berlin. Evo, to je z moje strani. Hvala. Pa če bo vprašanja, pa smo na voljo. Miran, najlepša hvala. Tole je bilo zelo zanimivo predavanje. V tem predavanju smo spoznali uporabniški aspekt, spoznali smo sistemski aspekt polnilnic, vsekakor veliko perečih problemov, veliko izzivov za inženirje, veliko tudi poslovnih izzivov za marsikoga še. Torej, to je področje, ki se vsekakor intenzivno razvija. Jaz sem zelo hvaležen, Miran in Tajda, vama za to, da ste delila z nami tele misli. Seveda tudi za sodelovanje odpiramo priložnosti, tako da tu velja poziv študentom in tudi ostalim, da lahko pridete za problemi in se obrnete na koga izmed nas. Zdaj bi pa jaz povabil, tako kot imamo mi program predviden, Andreja in Uroša, ki bosta spregovorila o polprevodniških rešitvah za potrebe pametnih polnilnic. Potem ob koncu tega bi pa jaz odprl debato in bi povabil k debati še ostale prisotne. Andi pa Uroš, prosim. Hvala lepa, Marko. Zdaj bom probal pošerati moj screen. Se vidi? Ja, vidimo. Odlično. Hvala lepa, Marko, za vabilo. Upam, da bo Uroš z nami do konca. Mislim, da ima on ob 2 naslednji sestanek, ampak jaz se bom potrudil, da bom ostal do konca. Ne povem par stvari o EBV elektroniku. Se pravi, EBV elektronik je distributer za polprevodniške komponente. Na sceni smo že od leta 1969, prav to je 51 let stara firma. Začetki so bili z Motorola, danes pa vidite tukaj na tem slajdu je portfelj firm, ki jih zastopamo. V glavnem je glavnina narejena iz ameriških polprevodniških firm, kot naprimer Broadcom, Microchip in podobno. So tudi evropske firme vmes, kot naprimer ST, NXP, Infineon, kot glavni evropski playerji, in pa japonske oziroma korejske firme kot Renesas, Toshiba, Samsung. V glavnem firme so, mogoče tukaj v zgornji vrsti vidite tudi EBV chips, se pravi EBV kot sam je v stanju oziroma imamo kapacitete definirati in proizvajati svoje lastne čipe glede na aplikacije in trg, kjer pač ima smisel. Naj vam prikažem trenutno stanje na trgu. Trenutno stanje na trgu komponent ni rožnato. COVID impact je v bistvu pripomogel k tem, da so se dobavni roki komponent
podaljšali in to v smislu, da kot naprimer tle, bom rekel, primer za NXP, dobavni rok za 32-bitne ARM procesorje gre do 50 tednov. Se pravi, procesorjev v letošnjem letu ni več moč zadobiti, ne. Te podatke, tukaj sem zbral pač en primer za mikrokontrolerje in DSP, ampak imamo tudi druge, bom rekel, družine komponent pod fokusom. Trenutno stanje bo pripomoglo k rasti električnih avtomobilov, polnilnic in drugih segmentov. Tako da več podatkov je na voljo tudi na naših straneh. Če je kdo zainteresiran za konkretne podatke, mi lahko pošlje mail, pa vas bomo pol tudi redno obveščali, ne, kako gre s tem. To je, bom rekel, realno stanje na trgu komponent, ne. Naj povem nekaj več o sami firmi. Firma ima 850 zaposlenih, v dobrih časih delamo približno 2 milijarde evrov prometa. Struktura je taka, da je glavnina firme je tehnološko usmerjena, imamo 120 field application inženirjev, 220 account managerjev, in ostalo je pa, bom rekel, operativa in logistika. Naj omenim še vertikalno strukturo. Se pravi, po vertikali je EBV organiziran v sledeči strukturi. Se pravi, industrijski oziroma industrial segment, automotive aerospace, city and infrastructure, healthcare personal devices and light home and building. Sama energetika paše pod city and infrastructure. Jaz sem v EBV-ju zadolžen za ta marketinški vertikalni segment, se pravi za področje cele Evrope, in glavnina mojega segmenta je energetika, ne. 11% celotnega prometa, energetika v teh 11% predstavlja približno 80% je energetika, ne. Uroš, a si ti še z nami? Ja, sem. Uroš, boš ti kaj povedal o technology segmentu? Lahko. Lep pozdrav še z moje strani. Podobno kot je Andrej omenil, segmentacija po market segmentih oziroma po aplikacijah, imamo tudi tehnološko segmentacijo v smislu, kakšne tehnologije. Marketinška segmentacija bolj, kaj uporabiti, medtem ko na naši strani technology segmentov pa kako stvari uporabljati. In tukaj imamo razdeljeno na analog and power, high-end processing, RF and microwave security and identification in pa smart sensing in connectivity, kjer sem pač jaz zadolžen, podobno kot Andrej, za komplet EMEA področje. Razdelimo največ, analog and power so vsi IGBT, MOSFET-i, DC-DC pretvorniki, potem high-end processing, FPGA-ji, mikroprocesori, RF and microwave, vse, kar je na radarjih, 60 GHz in podobno, security identification, NFC, vsa security implementacija, medtem ko pa moj segment se fokusira na mikrokontrolerje, Cortex M7 do, ne vem, gigahertz clock speeda, komplet portfelj senzorike in pa connectivity. In zdaj, če se mogoče fokusiramo na connectivity, največkrat je tle wireless connectivity v vprašanju, ker je v zadnjih, recimo, 5 letih ali pa 10 letih porast wireless connectivity tehnologij enormen, od NB-IoT, Cat-M, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth, in dejansko tle so stranke največ izgubljene, tako da tle mi največ pomagamo. Nazaj do tebe, Andrej. Super, hvala. Naj vam orišem, kaj konkretno spada, bom rekel, med moje naloge, ne. Zdaj, kot vertikalc, kot vertikalni segmenti v bistvu skrbimo, da naše kupce vestno informiramo o trendih, o novih aplikacijah, o novih čipih, ki prihajajo od naših glavnih dobaviteljev. In seveda, kot podsegment City and Infrastructure je pač energetika eden od ključnih, bom rekel, glavnih podsegmentov, kjer
pričakujemo enormno rast v naslednjih 10-15 letih. Bom rekel, dinamika samega segmenta bo pač pripomogla, da se bodo tudi klasični modeli, bom rekel, energetske strukture in naši klasični kupci, naprimer proizvajalci števcev, proizvajalci UPS-ov, EV charging, battery monitoring, BMS in podobno, se bojo mogli prilagoditi novim pravilom igre. Morate vedeti, da na trg energetske infrastrukture prihajajo naftne družbe, Shell, BP, Total in ostali. V naslednjih 10-20 letih se bo ta trg prestrukturiral, mogel bo pač se zadaptirati z novimi potrebami in seveda nove, še posebej naftne družbe bojo imele močno finančno inercijo držav in same politike. No, in tukaj seveda kot sam EBV nekako strmimo, bom rekel v smislu komponent samih in bom rekel samega softverskega IP-ja strmimo k novitetam. Glede EV charginga. EV charging je pod, bom rekel, budnim očesom glavnine naših firm, bom rekel, polprevodniških firm. Pričakovanja so enormno velika. Ta slajd, videli smo že prej od predhodnih predavateljev, od 1 milijona charging stationov trenutno bo zadeva zrasla do leta 2030 na 50 milijonov. Glavnina charging stationov bo še zmeraj, oziroma fokus, na katerega smo tudi mi, bom rekel, orientirani, je na charging statione do 22 kW. Se pravi, to je za področje home, workplace in private commercial, kot smo že prej slišali v predhodnem predavanju. Tukaj bo nekako orientirana, bom rekel, tukaj bo naš fokus, tukaj bo glavnina same, bom rekel, proizvodnje komponent. Seveda spremljamo tudi, bom rekel, enosmerne polnilnice, DC charging stations, v smislu od 150 kW navzgor do 500 kW. Tukaj nas še posebej zanima tako imenovan power stage oziroma močnostni del, kjer bo posebej prišla do izraza silicon carbide tehnologija na power delu in ostalo. V sami charging postaji močnostni del predstavlja približno, če govorim za enosmerne polnilnice, približno 70-80% cene same polnilnice. Vse ostalo gre na HMI pa na smart controlling del in tukaj seveda je za proizvajalce, bom rekel, močnosti komponent v bistvu jasen cilj, v katero smer se bo zadeva zasukala. Kaj lahko EBV naredi za vas? V bistvu, kaj lahko mi komponentarji naredimo za vas? Tukaj sem nekako pripravil sklop, bom rekel, 8 podsistemov, ki so pač glavni del polnilnice, bom rekel, pametne polnilnice. Zato, ker tukaj je, bom rekel, Energy Gateway kot glavni del, oziroma Energy Gateway oziroma Controller Hub je podsestav, ki bo skrbel za komunikacijo s cloudom oziroma z backendom, za pametno tarifiranje in seveda komunikacijo z avtomobilom. Kot sem rekel, Power Stage, še posebej za enosmerne polnilnice, je zadeva, ki bo prišla do izraza. Fokus je na teh glavnih proizvajalcih, ki so tle omenjeni. Mogoče, Uroš, bi ti kaj povedal za connectivity del? Tudi kot sem že omenil, wireless connectivity sigurno je ena izmed rešitev za komunikacijo.
Zdaj, vprašanje, kakšne so tudi zahteve polnilnic. Dostikrat se govori tudi o low latency, tako da nekateri pač različno gledajo na te stvari. Eni pravijo, da so količine podatkov majhne, da bi tudi kakšna lora mogoče prav prišla, ampak največkrat se zahteva ta low latency, pomeni, da imaš ta load management lahko zelo granuliran, da lahko vplivaš recimo na nivoju sekund, ne pa na nivoju minut ali pa 10 minut. Ja, ali pa za non-billing oziroma billing monitoring. Tako, sigurno. Pa to je povezljivost recimo z smartphoni, od Bluetootha. Zdaj mogoče ultra-wideband je ena taka tehnologija, ki je pač gre v smeri insecurity-ja in pa lokalizacije, v smislu, da ti za gotovostjo veš, da je avto v bližini polnilne postaje z točnostjo nekaj centimetrov, da res tudi preprečiš, da bi kdo kraje, recimo energije v tem primeru. Tako. Naj omenim še tole, ISO 15118. Ta standard boste srečali v broadband PLC komunikaciji, se pravi, to je komunikacija po CCS standardu, se pravi Combined Charging Standard, ki velja v Evropi in v Ameriki. To je komunikacija med avtomobilom in polnilnico, sloni na broadband PLC komunikaciji. PLC je Power Line Communication. Poznamo dva standarda, eno je broadband, drugo je narrowband PLC. Narrowband se na veliko že uporablja v smart grid infrastrukturi, v števčni infrastrukturi. Broadband je pa nekako, ta standard je nekako plasiral v ta svet polnilnic Qualcomm. Malo več bom povedal kasneje. Tukaj spodaj vidite tudi dva blok diagrama za socket control in controller hub. Naši field application inženirji na veliko uporabljajo blok diagrame za pristop kupcu oziroma za boljšo predstavo, kaj konkretno je potrebno s strani komponent, da se določena rešitev realizira. Gremo naprej. Kot sem že povedal, svetovni oziroma Worldwide Charging Standard poznamo tri, CCS, Combined Charging Systems, v svetlo-zeleni, se pravi kompletna Evropa in Amerika, Type 2 and Type 1 tip konektorja. Potem je CHAdeMO. CHAdeMO je v glavnem japonska, Nissan je poriva CHAdeMO oziroma je v glavnem orientiran na japonske avtomobile. Potem pa še GBT, GB standard, je pa v bistvu kitajski standard in to je v glavnem, so trije standardi, ki pokrivajo, bom rekel, worldwide map glede polnilnic in polnjenja. Tle bi vam rad orisal, kaj je dolgoročna, dajmo reči, perspektiva po CCS-u glede Grid Integration Levels. Zdaj, trenutno se nahajamo tukaj, se pravi na level 2, se pravi na cooperative chargingu. V bistvu polnilnice migrirajo iz klasičnega PWM signala oziroma standarda IEC 61851/1, iz PWM signala migrirajo na broadband PLC. To je v bistvu ena od sprememb, ki se dogaja trenutno, ki se implementira na novi generaciji polnilnic. Je pa tukaj še ogromno nekih dodatkov, še posebej na softverski strani, še posebej na povezovanju, kar se kliče clouda. In če ima kdo kako vprašanje, prosim, me kar prekinite. Druga stvar, ki je pa zelo zanimiva, je pa, da v naslednjih 5 letih se
se bo na strani same polnilnice zgodilo to, da bo z integracijo, bom rekel, pametnih števcev, z integracijo supporta behind the meter, BTM oziroma FTM, front of the meter, tukaj se bo zgodilo to, da bojo proizvajalci polnilnic stopili tudi na trg klasičnih proizvajalcev števcev. In tukaj se bo razvila zelo zanimiva tekma, in ne samo tekma na področju, kdo bo koga oziroma kako se bo trg pozicioniral, ker morate vedeti tudi, da smart grid oziroma proizvajalci števcev stremijo k temu, da bom rekel, k svojem modelu ekspanzije na področje polnilnic in na področje battery storage. Tako da tukaj pričakujem, bom rekel, kar se tiče bodočih platform in procesorske moči, več, bom rekel, več različnih opcij. Govori se o različnih bidirectional energy transfers, kjer že obstajajo že danes, oziroma tudi neke vrste industrijski verziji blockchaina v bodoče in tako naprej. Zdaj, velik poudarek bo tudi na safety standards, velik poudarek bo na securityju in tako naprej. Že prej smo slišali pregled tipov raznoraznih polnilnic, se pravi, tukaj je nekako pregled po moči in po času polnjenja, od AC tipa slow, AC fast, za različne moči, od Classic Schuko do level 2. Glavnina biznisa trenutno, kar se tiče naših, bom rekel, naše prisotnosti oziroma komponentorjev je tukaj, se pravi level 2 AC fast. Tukaj imamo večino kupcev je orientiranih na ta segment. Seveda spremljamo tudi DC, še posebej z power dela. Je pa tukaj nek pregled, kako se v preseku, kako se pač delijo tipi polnilnic glede na sam scenarij uporabe, se pravi za področje doma oziroma pisarne oziroma za področje nekih javnih površin, in seveda za področje avtocest. In bom rekel, kjer je čas polnjenja seveda kritičen, od 10 do maksimum 40 minut. Tukaj se govori, seveda tukaj za ta segment so rezervirane polnilnice od 150 kW naprej do 500 kW. Seveda strmimo k tem, k novim trendom, se pravi autonomous charging in wireless charging, kjer so standardi bili že aplicirani. In seveda morate tudi vedeti nekaj, da se bill of material, se pravi cena same polnilnice, raste seveda v tej smeri. Od AC slow je najcenejša do DC ultra fast, je pa konkreten tudi nabor polprevodnikov in močnostnih komponent, tako da je zadeva precej različna. Zdaj, če grem, čisto orišem veliko sliko, na eni strani imamo seveda polnilnice, potem v sklopu polnilnic oziroma v sklopu pametnih oziroma energy gatewayov, mi temu rečemo energy gateway oziroma edge computing gateway, ki bo zmožen nekako zbalansirati vse, bom rekel, bodoče potrebe samega
omrežja, energetskega omrežja, smart grid omrežja, vkomponirati battery storage, sončno energijo, pametne števce in tako naprej. Seveda z uporabo MQTT in OCPP protokolov za komunikacijo s cloudom in seveda tukaj imamo seveda možnost integracije različnih IP-ov oziroma aplikacij naših partnerjev, startupov, third-party firm, ki bojo pač pripomogle k določenim razvojem, še posebej na področju umetne inteligence, kjer seveda bojo del servisov bo implementiran na same node, del servisov bo na edge computingu in seveda glavnina pa še zmeraj na cloudu. Nekako smo odprti, tudi EBV svojo mrežo, bom rekel, partnerjev in firm strmi k tem, da pač ponudimo končnemu kupcu cel ekosistem. Zdaj, jaz ne vem, Marko, koliko v detajle gremo tukaj lahko. Čisto kratko bi orisal en primer, na primer za EV Charging Socket Control, kaj mi kot EBV lahko ponudimo. Se pravi, glavnina je na samem procesorju Cortex-M. Procesorje pač imamo na voljo od različnih proizvajalcev, različne tipe procesorjev, za potrebe firmware upgrade over the air, za potrebe, so družine namenske za potrebe, bom rekel, števčne industrije, kar se tiče porabe in tako naprej. Ampak glavna je tukaj periferija, se pravi, v sklopu socket controller lahko ponudimo, bom rekel, cel koncept simple števca, lahko ponudimo različne proximity senzorje za, bom rekel, potrebe service kontrola, za potrebe diagnostike, a je socket pravilno nameščen v inlet in podobno. Potem imamo tlele dual motor driver controllerje, na primer za locking sisteme, bom rekel, za locking sisteme samega socketa in tako naprej. Seveda, kar se tiče broadband PLC komunikacije oziroma ISO 15118, lahko ponudimo konkreten modul, se pravi narejen modul, homologiran modul z HomePlug GreenFi komunikacijo, s certifikatom in v sklopu tega modula je na voljo tudi koprocesor za nadaljne upgrade. Je tukaj še, bom rekel, različna periferija na voljo, oziroma diagnostika, senzorika, tako da odvisno od kakšen tip, bom rekel, socketa kupec proizvaja oziroma namen proizvesti. Podobno je z gatewayem, se pravi sam Industrial Range Gateway, se pravi to je industrijski gateway, ki je apliciran v sam charging station. Tukaj je seveda spet odvisno, kaj želi kupec, a je to charging station, ki je za, bom rekel, za javne površine, kjer rabi imeti kamero oziroma display, kjer bi se zavrtel filmček o sami uporabi charging stationa in tako naprej. Tukaj je komunikacija s števcem, a je to Modbus, a je to M-Bus, odvisno kakšne želje ima kupec. Komunikacija, bom rekel, brezžična, CAT-M, LTE ali Wi-Fi in seveda del je tukaj tudi local memory storage. Odvisno zdaj, kaj konkretno kupec rabi, jaz tukaj ne bi šel v neke detajle, je pa seveda to pač predmet, če ima kdo potrebo za kakšno konkretno debato na to temo, smo pripravljeni iti v detajle.
Podobno je tudi na payment and billing. V sklopu EBV-ja imamo strokovnjaka, ki se samo s tem ukvarja, se pravi za potrebe plačil, za potrebe zadnjih trendov, kar se tiče security-ja in safety aplikacij, lahko tudi na to temo organiziramo posebne oziroma dodatne workshope. Tukaj čist primer, kaj delamo na področju, bom rekel, števčne industrije. Se pravi, imamo različne scenarije, različnih proizvajalcev, števc je pač sestavljen iz različnih modulov oziroma podmodulov, in iz različnih komponent lahko sestavimo števc, v bistvu števc, to so pravi inteligentni števc za komunikacijo, brezžično in žično, s pelcejem in zelo podobne scenarije pač uporabljamo tudi za potrebe polnilnic. Čist za primer spet, tukaj je en analog frontend, se pravi transceiver od firme Lumisil, to je konkurenca Qualcommu, to je edini line driver, ki se uporablja za broadband PLC komunikacijo, ki je, bom rekel, automotive qualified. Na eni strani, na strani polnilnice, se v glavnem uporablja Linux operacijski sistem, na strani samega avtomobila je pa zmeraj več interesa za AUTOSAR, čeprav trenutna konfiguracija je, da se pač Linux uporablja na obeh straneh, tako da je zelo odvisno v bistvu, kaj konkretno in bom rekel, kakšen nivo inteligence hoče končen kupec aplicirati na polnilnico. Je pa ta stvar precej nova, to je analog frontend, ki prihaja šele konec leta. Je razlika, na primer konkurenci je ta, da pač ima aplicirano dva interfejsa, se pravi SPI in MII, medtem ko ima konkurenčni Qualcomm, na primer samo SPI. Pa seveda govorim tudi o host library, se pravi v software IP, ki je na voljo, je tudi, bom rekel, v sami ponudbi. Še en primer, na primer to je primer našega partnerja, IoTecha, to je ameriška firma. Oni so, začetek IoTeche je zelo zanimiv, oni so štartali kot startup, kot ST-ov startup in se razvili v konkretnega proizvajalca EV charging modulov. Imajo v ponudbi konkretne starter kite, CC-SOM, za razvoj, bom rekel, komunikacijskih enot chargerja. Konkretno, če želite, bom rekel, že skoraj zaključeno charging postajo, na primer imajo na voljo ta modul, na primer to je ISO 15118, vključujoč komunikacijo z power stage kontrolerjem in vključujoč, bom rekel, vso, bom rekel, brezžično komunikacijo. Nekako je blok diagram tukaj, na tej shemi, se pravi, gor je transceiver od ST-ja, PWM komunikacija in koprocesor, ki skrbi v bistvu za vse protokole, smart, bom rekel, za pametno tarifiranje in tako naprej. Oni so z moduli, kot jih vidite tukaj, so v bistvu tudi, bom rekel, že pripravljeni na V2G, se pravi na vehicle to the grid level, se pravi, to je level to je, bom rekel, nivo, ki je še v pripravi, ki bo na voljo, bom rekel, naslednjih 5 letih, ampak kar se hardwarja tiče, so tu. Vse modifikacije, bodoče modifikacije bojo v glavnem na softwarju. Ponujajo tudi svoj cloud z kompletno analitiko, ponujajo v bistvu različne AI implantate, na primer kot predikcija, tako da tukaj se
bom rekel, precej dogaja. Zdaj, Marko, jaz bi tukaj zaključil, to je nekako pregled, v bistvu kaj smo, kaj ponujamo. Zdaj, nadaljnji del prezentacije gre v detajle, in sicer po proizvajalcih, ne, je pa vse skupaj 128 slajdov. Tako da jaz ne vem, če lahko to stisnemo vse v naslednjih 15 minut, ne. Andi, jaz se ti vsekakor lepo zahvaljujem tule za tale super pregled, ker zdaj smo napravili še en tak zoom down iz uporabniškega vidika dejansko do silicija, dejansko do žičk, dejansko do elektrončkov, kaj elektrončki počnejo. Po moje za tele detajle zdajle nam že malo zmanjkuje energije. Bi pa jaz vsekakor želel povabiti tiste, ki ste zainteresirani, da se odzovete na tole predavanje, da mogoče že zdajle se odzovete na tole predavanje, da nas kaj povprašate. To velja tako za naše prve govorce, torej za Mirana in Tajdo. Ste zelo zanimiv aspekt predstavljali, videli smo, da so stvari zelo aktualne. Prav tako bi se želel zahvaliti tule Urošu in Andreju, da nam pokaže, kaj se dejansko dogaja tudi na spodnji strani, ne, in da tudi industrija zasleduje te trende in da se odpirajo nove priložnosti. Tako da jaz bi zdaj mogoče odprl debato. Če ima kdo kakšno vprašanje, bi prosil za vprašanja. Vsekakor pa jaz upam, da bomo mi še kak dogodek ponovili, kjer bomo mogoče tudi bolj specifični v kakšni problematiki. Jaz bi vas povabil, da se mogoče tudi obrnete na govorce, se linke od govorcev, jih sicer nismo izpostavljali, ampak jaz mislim, da če Google vprašate, bomo pa zagotovo tudi našli povezave. Zdajle pa vidimo, da imamo tule že eno vprašanje. Torej, Enis nas sprašuje, kako je z energetskim omrežjem, glede na to, da hitre polnilnice so velik porabnik in da je plan, da se jih bo veliko implementiralo v prihodnje. To je zdaj tako generalno vprašanje. Kdo bi na to vprašanje znal odgovoriti? Mega M ali Ebeva? Jaz bi mogoče tukaj povedal, da kar smo tudi zaznavali, marsikje na potovanjih po teh koridorjih, kjer so hitre polnilnice, so velikokrat backupirane z baterijskimi polji, ne. Tako da takrat, ko pridejo vozila, ko se morajo polniti, ko res mora tista energija se pretočiti v kratkem času, se pač tiste baterije praznijo, ne. Če niso na voljo, potem tudi polnjenje ni na voljo s tako močjo, ne. Takrat po drugi strani, ko pa ni avto, se pač porablja energija, da se polni, in s tem se potem kar zbalansira, ne. To je ena od dela rešitev tega. Ja, zagotovo bo tule še kar nekaj izzivov za rešiti in pravzaprav en del rešitve teh izzivov so pravzaprav tudi pametne polnilnice, ki ne samo, da znajo elektriko iz omrežja dobiti, ampak znajo mogoče del elektrike tudi v omrežje vrniti, takrat, ko se ta elektrika mogoče potrebuje. Če se to mogoče zdaj neke poslovne modele, to bo verjetno Miran, pa tudi Andi znal kaj več na to temo povedati, sformira, je zdajle eno zanimivo področje, ki se imenuje virtualne elektrarne, ne. Jaz sicer nisem posvečen, da o tem govorim, tudi o tem ne vem kaj veliko, ampak mogoče en del rešitve tega, da ta trenutek še nimamo infrastrukture, ki bi podpirala vse skupaj, kar se zdajle pojavlja, je mogoče tudi v temu, tako da nek srednji rok, mogoče en tak buffer še neizkoriščen točno tule. Ja, res je, virtualne elektrarne so en segment, ki ga tudi spremljamo. Zanimivo je, da so investitorji v virtualne elektrarne so v glavnem banke in zavarovalnice. Nekako so vzplamtele oziroma rastejo še posebej v Nemčiji, ne, kjer Nemčija, sama energetska struktura je
je zgrajena iz 1000 različnih DSO-jev, se pravi Distributed System Operatorjev, ne, poleg 4 velikih, ne, kot je E.ON, RWE in tako naprej. Vsaka država bo tukaj igrala svojo vlogo. Naprimer na jugu, kjer imamo single utility operatorje, naprimer v Italiji je Enel, oziroma v Franciji EDF, v Španiji Iberdrola, bojo uporabljeni drugačni modeli kot naprimer v Nemčiji oziroma na Poljskem, ne, kjer se bojo pač pojavile te bom rekel, virtual utilities. Tako da zelo odvisno od regulative, zelo odvisno od same politične volje, od kako bo država sama peljala te segmente. Je pa res, da tempo energetske infrastrukturi diktira avtomobilska industrija, diktirajo naftne firme, ki zdaj agresivno prihajajo na ta segment, in tukaj bo sprememb ogromno v bodoče. In če pogledam samo investicije, ki jih je nekako Evropa skozi svoj budžet rezervirala za premostitev tega 400 milijard evrov, ne, bo tle zelo huda dinamika. Ne. Torej zdaj elektrodistribucija in elektroenergetika je mogoče na tem področju malenkost zaspala ali kako? Ali se stvari razvijajo, sledijo trendom? Jaz ne bi rekel, da je zaspala, bi pa rekel tako, da tempo je popolnoma drugačen, kot je bil v preteklosti. Naprimer, če pogledam klasičnega proizvajalca števcev, orientiranega, bom rekel, na delovanje, na model samih tenderjev. Če bo hotel, bom rekel, preživeti v bodoče, kot vidimo, je v bistvu rast EV charging firm precej hitrejša. Tukaj je tempo diktiran tudi strani IoT-ja, se pravi Internet of Things, oziroma Industrial IoT-ja. Bom rekel, industrijske revolucije 4.0. Različne stvari, različni podsegmenti so tukaj, ki bojo pač se morajo pozicionirati v bodoče. Kot sem prej omenil, naftne družbe bojo imele finančno inercijo držav, bojo rasle z lastnimi, bom rekel, tehnologijami, patenti. Naprimer, ena od zanimivosti je Ubricity, naprimer podfirma od Shella, kjer so že patentirali mobilni števc, ki je vgrajen v sam avto. Se pravi, mobile meter je njihov patent. Ne vem, tukaj se pravim, je dinamika precej huda, morate tudi nekaj vedeti, da se bojo obstoječi distributerji električne energije se bojo mogli repozicionirati. Tukaj so tudi, bom rekel, brezžični operaterji oziroma brezžična distribucija, ki ima svoje apetite, tako da who knows. Who knows, super. Potem zdaj kak nasvet, kam recimo investirati čas in denar? Ja, jaz mislim, da je sektor energije po naše, to je promisland. Jaz mislim, da tukaj to je obljubljena dežela. Teh 11%, ko sem prej kazal, pa 51% samega industrijskega sektorja, to se bo sigurno premešalo v naslednjih 10 letih. Torej, tu smo zdaj priča eni veliki rasti, eni velikemu boomu in zaenkrat, a se ta krivulja že strmo vzpenja, ta krivulja že zelo visoko ali je ta krivulja zdaj še na začetku? Ne, smo še zelo na začetku. Še zelo na začetku, tako. Ogromno priložnosti. A se mi še splača elektrarno inštalirati, solarno, na streho? Ja, jaz mislim, ne vem. Je bila malo provokativna. Jaz jo imam.
Ne, v bistvu sam mora biti, bo mogla biti v tandemu z baterijo, z električnim avtom, toplotno črpalko. Ta ekosistem bo game changer, ne samo fotovoltaika kot taka. Absolutno, absolutno. In V2G, V2G, Vehicle to the Grid. Zato, ker noben od nemških avtomobilov še ne dovoljuje, bom rekel, širanje baterije. Ne? Ampak tudi to se zna spremeniti v bodoče. Ko bo baterija to dopuščala, oziroma sama tehnologija. Ne? Odlično. Tule se nam je še nekaj vprašanj nabralo, bi jaz mogoče tale vprašanja prebral. Torej, Anže Pirnat nas sprašuje, ko je bilo govora o polnilnicah, so bile omenjene AC in DC polnilnice. Pri DC polnilnicah je pisalo, da delujejo tudi pri tokovih 200 amperov. Zaradi tega sklepam, da so hitrejše. Zanima me, zakaj ne moremo tudi pri AC polnilnicah uporabiti večjih tokov? To je ravno ta pretvorba, ne. Baterije vemo, da dajo ven enosmerno napetost in seveda jih moramo polniti tudi z enosmernim tokom in stvar je sam potem v moči usmernika v avtu. Zdaj, te moči so nekako kar standardizirane zdaj na 11 kW, z izjemo Renault Zoe, ki uporablja isti inverter, kakor ga uporablja tudi za pogon, in tam se da polniti z AC z 22 kW. Potem je tukaj še Tesla X pa Tesla S, ki imata 16 kW usmernik, ostali so pa nekako večinoma na 11. Tisti enofazni, ki so pa potem 7 pa celo 6 kW, pa počasi izginjajo iz novih vozil. Super, hvala lepa. Ali imamo morda še kakšno vprašanje? Torej, jaz vsekakor pričakujem, glede na aktualno tematiko, zdaj smo malo površje popraskali, ne? Da bomo kak tak dogodek na to temo zagotovo še organizirali. Torej, namen tega dogodka je bil, da se malo spoznamo, da se malo vidimo, da se prepozna playerje, te glavne playerje na tem področju, tule v regiji in tudi širše. Jaz mislim, da ste imeli priložnost te playerje spoznati. Jaz se najlepše zahvaljujem vsem predavateljem danes. Res hvala lepa za tele zelo dobre predstavitve. Vidim, še so vprašanja. Leo Grizek, kako se bo izravnavalo špico uporabi, če se vklaplja in izklaplja hitre polnilnice, to predstavlja dodatno breme za omrežje? Ja, to je večplastna rešitev potem problematike. Eno je to, da so polnilnice vključene, da jih pač v sistem, da se jih da regulirati. Potem se da špice regulirati z baterijskimi polji. Tako da konec koncev bo kombinacija različnih pristopov, po mojem mnenju, reševala to problematiko. Super, hvala lepa. Mogoče še malenkost počakamo, če je kako vprašanje. Zdaj pozdravljam tudi profesor Humarja, če nas mogoče še profesor Humar malo pozdravi, pa nam še kako besedo nameni eden od co-hostov tega dogodka. Ja, torej, jaz bi najprej zelo lepo pozdravil vse predavatelje, ki so danes nastopili, Markota kot organizatorja in vse udeležence, ki so se udeležili tega predavanja, tega posveta pravzaprav. Upravičiti se moram, da sem zaradi senata malo zamudil, ampak mislim, da bom lahko si pogledal tiste stvari še na posnetku. Tematika se mi zdi je zelo aktualna, predvsem pa kaže na to, kako zelo so se prepletle zdaj vsa ta področja. Torej, na eni strani energetika, na drugi strani komunikacijski protokoli, na tretji strani elektronika. In danes praktično eno brez drugega ne gre. Tako da je to eno tako široko interdisciplinarno področje, ki praktično pač celo elektrotehniko pa še nekaj računalništva zajema skupaj. Tako da zelo pozdravljam ta interes. Marko, mogoče bi še to dodal, da bi bilo smiselno, da tudi predavatelje povabiš potem na ta forum, ki ga organiziramo 7. aprila, pa bi mogoče to potem tudi link poslal. To je v bistvu z moje strani, zdaj na samem zaključku.
z nekaterimi se srečamo kmalu v prihodnosti. Tako da, hvala. Super. Hvala lepa. Najlepša hvala. Imamo še eno vprašanje. Dogodek se snema, ali bo povezava posnetka kje na voljo? Ja, dogodek se snema. Zdaj točno o tem, kje ta posnetek bo na voljo, se še nisem odločil. Bom ga pa vsekakor delil z vami. Vsekakor ga bom delil s predavatelji, tako da mogoče se na predavatelja obrnete, pa vam predavatelj potem ta dogodek lahko posreduje. Mogoče pa tudi na spletni strani IEEE Slovenija uredimo povezavo do tega posnetka. Jaz bi se vam ob tej priliki zahvalil, mogoče še predavatelji kako sklepno mnenje podate. Jaz mislim, da so takele dogodki zelo dobrodošli. Še bolj se jih veselim, ko bo tudi v živo, da še tisti čar, ki smo ga zdaj kar malo izgubili, lahko občutimo, drugače pa res super in hvala za organizacijo. Z veseljem, hvala lepa. Vesela še kakšnega povabila, z veseljem. Odlično, hvala lepa. Tudi jaz bi se, Marko, ti rad zahvalil za vabilo, za organizacijo. Obenem bi pa rad še to povedal. V sklopu EBV-ja organiziramo različne workshope in treninge za naše kupce. In mogoče bi bilo tudi smotrno, da bi delili ta vabila z vami, oziroma za vas in za vaše študente. Je pa res, da so pač pokriti različni podsegmenti, kot je na primer IoT, Industrial IoT, Connectivity, senzorika in tako naprej. In to zna biti, bom rekel, vsaj v smislu, z vidika komponent, mogoče zanimivo za kakšne vaje ali pa podobno. Odlično. Vsekakor se zahvaljujem za tole možnost za tele delavnice. Jaz se bom vsekakor širil naprej in mogoče res takrat, Andi, ko bo kakšna taka stvar, ki jo identificiraš kot aktualno, mogoče za naše študente, da nam to posreduješ in jaz to stvar preposredujem naprej. Tako da jaz mislim, da smo zdaj na začetku enega takega super sodelovanja, ki ga vsekakor nameravamo še krepiti in vzdrževati. Krasno, hvala lepa. Torej, najlepša hvala. Jaz bi se vsem predavateljem in tudi vsem udeležencem zahvalil za čas, ki ste ga temu namenili. Lepo pozdravljeni, pa se še vidimo. Hvala. Hvala. Lep pozdrav, živijo. Ja.